Papež Frančišek je v katedrali svetega Mateja v Washingtonu nagovoril ameriške škofe in jih podprl v njihovem delovanju. Povabil jih je, naj se zavzemajo za revne, priseljence in družino ter borijo proti splavu. Čeprav ni konkretno omenil škandala spolnih zlorab, ki je cerkev v ZDA pretresal v zadnjih letih, pa je škofe opozoril, da se ponižujoči dogodki ne smejo nikoli več ponoviti. Nisem prišel, da bi vas obsojal in vam dajal lekcije, dovolite mi samo, da vam lahko svobodo ljubezni spregovorim kot brat med brati, je dejal papež in pohvalil prizadevanja ameriških škofov za življenje in družino. Njihov veliki izziv pa je pomoč pri sprejemanju in integraciji priseljencev v ameriško družbo. Brez strahu jih sprejmite, prepričan sem, da bodo kot že velikokrat v preteklosti ti ljudje obogatili Ameriko in tudi njeno cerkev. Papež se je dotaknil tudi škandala spolnih zlorab, čeprav ga ni izrecno tako imenoval. Pohvalil je pogum škofov v težkih trenutkih, ko so se soočali s kritiko in poniževanjem ter njihovo prizadevanje za ozdravitev žrtev. Opozoril pa je, da se takšni zločini ne smejo nikoli več ponoviti. Prav tako je škofe opozoril, da se morajo izogibati narcisizma, sejati morajo edinost in delitve, spodbujati morajo kulturo srečanja in se izogibati ostrega jezika, ki deli. Le s spodbujanjem pristnega dialoga se bodo lahko soočili s težkimi vprašanji našega časa. Naštel je skupine, ki so najbolj v nevarnosti. I bambini che muoiono di fame o sotto le bombe. Nedolžne žrtve splava, otroci, ki umirajo od lakote ali pod bombami, migranti, ki potonejo med iskanjem boljšega jutri, ostareli ali bolni, ki bi se jih radi znebili, žrtve terorizma, vojn, nasilja, trgovine z mamili, je poudaril papež Frančišek in škofe še povabil, naj bodo pastirji, ki so blizu ljudem.